Živijo tukaj Valentin. V tem posnetku bom predstavil pogled stranke Za zdravo družbo, za katero sem postal kandidat za državni zbor, glede zdravja, glede zdravstvenega sistema. In pa dodal bom še nekaj mojih osebnih pogledov. Stranka Za zdravo družbo se zavzema zlasti za preventivno medicino. Trenutni zdravstveni sistem je usmerjen predvsem na odpravo oziroma miljenje posledic, ki se kažejo v obliki bolečin in bolezni. Zelo malo se dela na tem, da bi se preprečilo, da bi do bolezni in bolečin in poškodb prišlo. Stranka Za zdravo družbo torej želi vpeljati v javni zdravstveni sistem več gibanja in pa predvsem bolj zdravo hrano. Kajti biološko, naravno pridelana hrana je zelo podporno živilo, osnova za zdravje našega fizičnega telesa. Stranka želi, da bi se v javni zdravstveni sistem vpeljale alternativne, komplementarne, celostne veje medicine, med katere spadajo tradicionalna kitajska in indijska medicina. In te so zelo celostni pristopi, ki obravnavajo človeka tako fizično kot po energetski in duševni plati. Jaz osebno imam tudi nekaj izkušenj z javnim zdravstvenim sistemom in tudi v družini imam zelo nesrečno zgodbo v povezavi z tem. Moja mati je bila namreč medicinska sestra, babica, in se je potem z leti tako zelo pokvarila zdravje, da je popolnoma obupala nad sabo in naposled storila samomor. Takrat sem bil zelo presenečen nad tem, kako zdravstveni sistem ne more rešiti niti enega izmed svojih članov. In seveda tudi sam sem se v preteklosti srečeval z bolečinami, z kožnimi izpuščaji, z vnetji in drugimi obolenji. Imel sem tudi nekaj fizičnih poškodb in lahko rečem, da glede tega je alopatska sodobna medicina zelo uspešna. Torej vsekakor čestitam kirurgiji, da je uspela rešiti tudi moje življenje, kajti enkrat sem imel močan padec in dobil počeno vranico. Uspešno so me zakrpali in tudi še prej v mladosti sem imel operacijo na trebuhu, ko sem pojedel nek predmet in so mi odprli želodec, da bi preprečili potencialne zaplete v črevesju. Toda, ko sem želel odpraviti svoje kronične težave v smislu bolečin in izpuščajev in vnetij, pa uradna medicina ni imela moči. Zato sem začel raziskovati alternativno medicino in nekaj je bilo izboljšav, videl sem pa, da tudi ta medicina, če pristopa k človeku zelo z hitro analizo in nekimi zunanjimi podpornimi rešitvami, ne more odpraviti vzrokov za bolezni v človeku. Ugotovil sem, da je glavni razlog za moja bolezenska stanja moj notranji nemir,
razni miselni vzorci, prepričanja, ki so bila škodljiva in omejujoča. Šele ko sem začel delati na preobrazbi lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, intenzivno sem to začel delati okoli leta 2010 preko pisanja javnih spletnih dnevnikov, tako v slovenskem kot v angleškem jeziku, in hkrati tudi z produkcijo podpornih videodnevnikov, kjer razlagam določene stvari. Takrat se je moje zdravstveno stanje šele začelo izrazito močno izboljševati. Študiral sem tudi zgodovino nastanka javnega zdravstvenega sistema pri nas in tudi v Ameriki. In videl sem, da je v ozadju ogromno korupcije, sebičnih interesov, kajti v zgodovini, ko se je začela razvijati farmacija, sta obstajali dve veji, dve vrsti prepričanj. Nekateri biologi so trdili, da so bakterije, bacili, virusi nekaj zlobnega izven nas, kar nas napada po krivici in proti katerim se moramo boriti na vse možne načine. Potem pa je obstajala tudi druga veja biologov, ki pa so trdili, da vse stvarstvo deluje v harmoniji in da se živa bitja, vključno z mikroorganizmi, med seboj podpirajo in zagotavljajo preobrazbo ter evolucijo na ta način, da vsi napredujemo, da širimo svoje zavedanje. Celo ta glavni znanstvenik, ki je zagovarjal bojevanje proti mikroorganizmom, Louis Pasteur, je potem v svojih zapisih razkril, da se je motil. Ampak nekateri so videli v teoriji bojevanja proti mikroorganizmom velik dobiček in so ga zato začeli oglaševati in propagirati. In to zato, ker če se ljudi ustrahuje glede mikroorganizmov in se jim potem ponudi zdravila, tablete kot rešitev, kot orožje v boju proti njih, potem bodo ljudje seveda na veliko kupovali ta biološka orožja v zmotnem prepričanju, seveda, da bodo lahko zmagali v boju proti njim. In vsak, ki je šel po tej poti, je lahko videl, da to ni rešitev. Rešitev je v iskanju sinergije in sožitja v življenju, v povezovanju z življenjem, usklajevanje z principom enakovrednosti vseh živih bitij in da vsak deluje po principu tisto, kar je najboljšega za vse. To je moje osebno prepričanje, to so moje izkušnje in enako priporočam tudi drugim. Stranka za zdravo družbo je od vseh obstoječih političnih strank meni osebno najbolj blizu glede tega mojega osebnega spoznanja. In če tudi vi razmišljate podobno, potem priporočam, da na volitvah za Državni zbor 3.6.2018 obkrožite številko 8 oziroma glasujete za stranko za zdravo družbo. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.